prvo poglavje, 15, 13. Slišal sem o vaši veri v Gospoda Jezusa in ljubezni do vseh svetih. Zaradi tega se ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih molitvah. Da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja v spoznanju njega in razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšnem upanju se poklica, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetu, kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo o dejavnosti njegove silne moči, ki jo je udejanil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesi, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospodstvo, ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnje. In vse je položil pod njegove noge, njega pa je postavil čez vse kot glava cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki vse vsem izpolnjuje. Kot je že omenil pastor Leon, je zdaj to šesti in s tem zaključnim prispevek v tej seriji o gradnji Božje hiše. In danes ne bi govorili o Božji hiši, o cerkvi kot o Kristusovem telesu. In moram reči, da najprej moram reči, da v bistvu pred tem klecam. Ker tukaj gre pravzaprav za neiznetljivo skrivnost, proti kateri se lahko samo, kaj da rečem, strahom in trepetom pomalo bližamo. In je zelo težko govoriti o tej skrivnosti. Se tudi tale tekst, ki smo ga prebrali, že govorila, tudi kakšno besedilo je kar prekipeva od Božje presežnosti. Govorimo, se pravi, o cerkvi kot o Kristusovem telesu. Se pravi, če se ozrete na okrog sebe, zdaj vidite Kristusovo telo. In vemo tudi iz Svetega pisma, če ne razpoznamo Kristusovega telesa, smo v nevarnosti. Se pravi, to, kar zdaj sledilo, je snanje pred globino te velike Božje skrivnosti. Pravzaprav želim, da je to zgolj nekaj opomb, ki ne bi nas uvajali v to razmišljanje in v življenje v Božje resničnosti. Torej, zdaj vse nas vabam, da danes skupaj porinemo na globoko in da se prižamo tej veliki skrivnosti Boga. Zdaj, prva pripomba, prva misel v zvezi s tem bi se lahko glasila takole. Telo, to, da se to pismo to govori o nas, o cerkvi, da smo Kristusom, to najprej to pomeni, da smo združeni s Kristusom. Govorijo in veliki povezanosti, združenosti. Se vemo, glava in telo sta povezana, sta ena celota, nerazdružljivo spadata skupaj. Sploh ne moramo misliti ločeno, ne? Če glava reče telesa, je oboje mrtvo. Telo je mrtvo, pa tudi glava je mrtvo. Se pravi, sploh se ne da misliti ločeno po teh dveh stvareh. In dejansko, to je spet taka misel, ki nas presega, ampak če bi Kristus ostal brez cerkve nekako, saj je kot ostanka, dejansko bi celo njegovo poslanstvo popadlo. Zato oni ne bojo cerkve svoje telo. Tako zelo se je pravzaprav Jezus zavezal svojim ljudstvom. Tako da je že šel. In tako se je navezal na nas. In tako smo pa tudi mi zavezani Kristusu v novi zavezi. Ta nova zaveza nas dela za njegovo telo. Se pravi, da tukaj pred sabo imamo sliko resne popolne vzajemne povezanosti. Povezanosti, zavezanosti, navezanosti. Vse to. No, in zdaj, v tej enosti z Jezusom, pravzaprav se to pismo govori na več
Jezusovi učenci eno z njim. Recimo, v Janezovem evangeliju v 17. poglavju, pa tudi drugi v pismu, neprestano beremo take izjave Jezusove. Pravi, jaz v vas in vi v meni, da bi bili popolnoma eno. To je vizija enosti, ki jo ima Bog. Bog Jezus pravi, jaz v vas in vi v meni, in še prej reče, tudi jaz v očetu, oče v meni, da bi bili popolnoma eno. To je Jezusova vizija enosti. Zanimivo, z drugimi besedami tudi apostol Pavel govori o tem, ko recimo v pismu Korinčanom reče, kdor se druži z Gospodom, je z njim en duh. In spet govori o enosti in govori seveda o tej molitveni, pa seveda tudi liturgični ali pa zakramentalni enosti z Bogom. Prav, to je prva misel, prva opomba. In seveda, tukaj se vsem nam zastavlja prvo vprašanje. A sem jaz eno z Jezusom? Si eno z Jezusom? Kako ne bi ta enost dejansko konkretno izgleda? Razmišljamo o tej Božji viziji. To je vizija, kaj ima Bog za naše življenje. Bog ima vizijo za naše življenje. In to je ta vizija. In ta vizija je čudovita in je taka, ki ne se presega. Ma taka vizija mora biti, taka vizija, da lahko nekaj naprej potrebi. Bog ima to strašno veliko vizijo za vsako, da smo eno z njim. Da je Jezus v nas in mi v njem popolnoma eno. Razmišljamo o tem, predlagamo, spodbujamo se, da razmišljate o tem, poznaj. To je velika vizija. Ker je tako, ne? Ko gledamo telo, gledamo človeka kot celota. In tako ne bi bilo tudi z nami kot kristjani, ko ne bi drugi ljudje gledali nas, ne bi videl Kristusa. Prav, gre za eno identiteto tukaj, o kateri govorimo. Spet tukaj si vidi velika Božja približnost. Tudi ta, ki smo večkrat prej brali v pismu Filipljanom, ko vidimo, kako se on izprazno, kako se je ponižal, prevzel, dejansko si prevzel telo iz nas, takih, kot smo. Šibkih, majhnih, včasih grešnih, delamo napake, ampak Jezusu ni bilo, se ni zdelo za malo, da je nas prevzel sebi kot telo. Gledajte, kakšna milost, kakšna strašna milost. No, potem druga opomba. Če govori se to pismo o cerkvi kot o Kristusovem telesu, potem je to povezano s temo svetišča. Kristusovo telo je njegovo svetišče. In to vemo, to je pa velika tema v Svetem pismu. Skozi celo Sveto pismo lahko spremljamo. Dejansko od Geneza od prvih poglavij, ko Bog ustvari svet, je cel univerzum, cel kozmos, celo vesolje je pravzaprav narejeno kot hiša, v kateri bo Bog prebival skupaj s svojim stvarstvom in skupaj s krono stvarstva, ki je človek. Vemo, greh potem to skazi in pride v smrt na svet in vse skupaj se začne podirati. Ampak Bog ne obupa, takoj za Genezom pride Eksodus in zadnje poglavje v Eksodusu vidimo, Božja vrsto zgradi šotor in Božja slava napolni šotor in Bog se nekako vrne med ljudi. Ja, je te zdaj kar naenkrat stvari rada komplicirane in mora biti en kup. Zapovedi in cel ta levitski zakonik mora biti zraven, ampak Bog hoče bivati med svojimi ljudmi, to je Božje srce. In potem gre to Izraelova zgodovina gre naprej in potem Bog, predvsem zaradi Davida, ki je bil človek po Božjem srcu, Bog nakloni svojemu ljudstvu stalno hišo tempelj Salomon, njegov sin, ki njegovo ime pomeni človek miru, zgradi tempelj, zgrajeno hišo iz kamna in tako prej bil šotor. No in to je vrhunec stare zaveze. Obenem pa vidimo, točno ko se to zgodi, se je rok stare zaveze obrne dol. Izraelovi kralji začnejo grešiti, odpadajo od Boga in Izraelova zgodba se spušča dol in na koncu imamo tisto strašno žalostno vizijo v Ezekiju, ko Božja slava zapusti svetišče. In potem pridejo vabenci in jih podrejo mesto in tempel. Pa vendar, to ni konec zgodbe. Proroki pravi, ne, v bistvu prahaja nekaj še večje. In seveda potem pa beremo na začetku Janezovega evangelija tole. Božja beseda je postala meso, kar človeške bitke in se naselila med nami in videli smo njeno
razvila med nami, je v izgledniku zanimiva, ker prav danes je to šotorila med nami. Torej, postala šotor, postala je središče, postala je bivališče med nami. Se pravi, Bog se je nepreklicno vrnil k nam po svoje velike milosti v Jezusu in Mesiju. In to je potem, zdaj to živo središče. Se pravi, že Bog biva v telesu človeka zdaj. Seveda, vse logično, človek je vrhunc stvarstva. In tudi Bog sam, tudi v Novi zavezi beremo, Bog ne biva v izdelku človeških rok. Bog biva v izdelku svojih rok. To je človek. Človek je vrhunc Božjega stvarjenja in torej je človek seveda najboljše prebivališče možno za Boga. Ne nekaj človek, da ne nekaj Bog naredi, je pravo bivališče. In tako seveda potem beremo recimo Pavla, ki govori, ko razmišlja o Jezusu in reče tole, v pismu Kološanom, v njem telesno biva vsa polnost božanstva. To je izražanje na templu, govori v svetišču, v Jezusu telesno biva vsa polnost božanstva. Ampak, kot smo ravno prebrali tudi v Efežanih, tudi cerkev kot njegovo telo je polnost njega, ki vse vsem izpolnjuje. Kako gre za to? Jezus je umrl na križu. Takrat pravi, pismo nam je postal spravni pokrov, sprav tisto najsvetejše v templu, svojo krvjo je prelil in je dosegel spravo, tisto, na kar je stalo za tezi tempel, kazal, skrinja zaveze. Jezus je s svojim križem točno to uresničil. Uresničuje spravo, uresničuje prenovitev dejansko vsega stvarstva in Bog ga je uvodil v telesu. Poglejte, kako je Bogu pomembno telo. Ne nazadnje za Jezusovo zmago, to ne bilo hoče, človeško mislimo ne bilo potrebno. Bog bi lahko samo razglasil, ne, on je šel v nebesa, on reče, ne, Bog ga obudi v telesu. Pokaže, kako je samo telesu bivanje nekaj, ker si je Bog zamislil, ker je bistveno za izpolnitev Božjega namena, Božjih ciljev v svetu, v stvarstvu. Prav telo, posvečeno telo. In potem, seveda, ko je bil Jezus vzetel nebo, tako je zatem pa pridejo bivkošti. In tako se bo telesno bivanje dejansko začne v telesi cerkve. V telesi vsak nas posamezno, še posebej pa seveda v telesu izbrane skupnosti, izbrane okrog Jezusa. To je zdaj tudi, smo zdaj prišli do jedra, kaj pomeni cerkev kot Jezusovo telo. To je zdaj ta Božji plan, ki ga je Bog tisočletja počasi gradil in izvrševal se v resnični tem, da Bog biva zdaj v zbranem telesu skupnosti, ki je zbrano okrog Jezusa. In to je velika tema. Vsa Pavlova pisma, če berete, boste videli, kako je za Pavla ta tema pomembna, kako se je zdaj v Kristusu to uresničilo. No in spet tukaj je dobro, da se zastavno Pavlo vprašanje zdaj. Se zavedaš, da si Božje svetišče. Prav, mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate v Boga? Ne pripada sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu. Boga, ki prebiva v vašem telesu. Zato se kristjani danes imenujejo sveti. Vprašanje spet za nas. Sem svet, sem posvečen. Sveti Bog prebiva v sveti, v svojih svetih. In še drug vidik je tudi. To bivanje Boga še posebej velja, ko se združujemo skupaj. Poglejmo tole Jezusovo obljubo. Kjer sta namreč dva, ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Jezus obljublja svojo konkretno posebno prisotnost, ki se zberemo v Kristjani. Se pravi, naslednjič, ko moreš z družino doma, ali pa s prijateljem, kjerkoli, se spomni na to obljubo. Nasloni se na to obljubo, da je Jezus posebej prisoten tam v njih se zbrani. No, če povzamemo, ali pa če pogledamo zdaj, kako je zdaj to telesno bivanje Boga zdaj vidno. Se pravi, nadaljuje se v Kristusovem telesu, v nas, ki smo tukaj izbrani okrog Boga, kako se to vidno, obljivo, izkustveno vidi čudi. Tle
prej rekel, to so vidna znanja nevidne Božje milosti. To so vidna znanja Božje prisotnosti v tem svetu. To je zaupano cerkev pred Kristusom v telesu. In še naprej, Bog je otipljivo, vidno, izkustveno prisoten prek delovanja Svetega Duha v vseh hudih telesah in prek samu Svetega Duha, kateremu smo vsi poklicani, da obrodimo bogat sad, sprav v našem načinu življenja. In predvsem seveda v tem, da mi, tako kot glava Kristus, kot mi kot njegovo telo, smo poklicani, da služimo drugim, tistim zunaj, tistim, ki ne verujejo, tistim, ki nimajo. No in tukaj smo pa že pri tretji opombi, pa tretji misli v zvezi s Kristusovim telesom. Glava misli, telo izvršuje. Glava se odloča, telo naredi to, kar se odločimo glavi, to delamo s telesom. Se pravi, pa bi rekel, da je telo neke vrste opravilni ali pa funkcionalni podaljšek glave. Telo izvršuje to, kar hoče glava. Razen, če je telo hudo, to možno. Vemo, da to je možno je, da se to ne dogaja, samo da telo pomeni hudo bolezen. No in tako je osnovna naloga Kristusovega telesa, čisto preprosto, da upravlja Kristusovo delo. Zelo enostavno, v bistvu. Vse, kar je on delal, vse to mi delamo. Vse to naj bi mi delali. Cerkev čisto preprosto nadaljuje njegovo delo, tako kot ga je on začel. Se pravi, cerkev je njegovo konkretno delovanje v svetu. Celo to rekel, nekje v Janezovem evangeliju, da bomo mi upravljali še večja dela. Projekt se zelo resno misli in načrtuje, da njegovo telo dela, njegova dela in nadaljuje in mogoče še celo večja dela. Mogoče v tem smislu, ker cerkev je zdaj dejansko telesno prisotna po vsem svetu in Sveti Duh prek nje lahko služi še več ljudem, kot je prek Jezusa, ki je bil na enem mestu v enem telesu. No in tukaj pa zdaj to zelo zanimivo. Besedila v Novi zavezi, ki govorijo o cerkvi kot Kristusovem telesu, takoj nadaljujejo s to predstavo, da smo posamezni verniki, da smo različni udje v tem telesu, različni deli telesa, roka, oko, uho in tako naprej. No in se pravi, zelo jasno poudarja Nova zaveza, da vsak od nas ima točno določeno nalogo, funkcijo, karizmo, delo, talent, službo in tudi vsak od nas brez izjeme. To je Nova zavezna vizija Kristusovega telesa. Čisto vsak je pomemben, nekaj mlad, star, nima veze. Vsak je v Kristusu vključen kot živ del telesa, ki prispeva k rasti celega telesa. No in seveda ta služba, to delovanje je pa neposredno povezano z močjo Svetega Duha, ki je dan cerkvi. Zato vsod spet v teh odlomkih v Novi zavezi najdemo sezname darov Svetega Duha in služb Svetega Duha. To je povezano s tem binkoškim darom, ko je Bog polnomočil nas z svojo lastno močjo. No in seveda, tukaj je pomembno, da mi ne ločujemo med recimo nadnaravnimi demonstracijami ali pa manifestacijami Božje moči pa dobrimi deli. To se ta zdela, ampak to je tuje Novi zavezi. Mi potrebujemo Svetega Duha, potrebujemo Božjo nadnaravno moč in zato, da potrpežljivo prenašamo krivice in da ljubeče služno, nehvaležni in da prerokujemo ali da moramo začužimo zdravitev. Vse to je nadnaravno. Vse to je Božja moč Svetega Duha, ki je možno samo zaradi njega. In vse to pomeni biti deležen v življenju Jezusa Kristusa, ker vse to je malo delo. Zato rado njegovega duha. No in spet pa vprašanje. Ali veš, kaj je tvoj dar za to službo v Kristusovem telesu? Če ne veš, nič hudega, samo ustrajno, moli, išči. To je vse drugo, vsak to išče bo našo. Dejansko moramo povedati, da je Jezus še bolj zainteresiran kot mi, je bolj zainteresiran kot ti, da bi si ti glede tega prišel na jasno. Jezus to bolj želi, ker je njemu pomembno.
No, poleg tega so seveda tudi službe v cerkvi pastorjev in voditelji, ki so ravno zato tukaj, da vam vsakemu pomagajo odkriti in tudi kultivirati, hoditi v teh darovih in talentih, ki jih je Bog dal. Bog vam je vsakemu vas je dal karizma, dal talent, dal službo v izgrajevanje celega telesa. Nimamo časa, da svetujem, v bistvu vam svetujem, da si preberete celotno pismo Efežanom na to temo. Da ste videli v 4. poglavju, Pavel izredno lepo govori, kako telo raste, pa pri pomoči vsakega člena se gradi v ljubezni in moči Svetega Duha in izgrajevanju za delo službe. To vas spodbujam, da se prebere. Glavni poudarek je tukaj na tem, da Bog daje Kristusovo telesu svojo lastno moč, prav v Božji moči, zato, da bi lahko telo pričevalo svetu, da je Jezus vstal od mrtvih. Ker to je povzetek našega sporočila. In samo Jezusovo vstajenje od mrtvih vemo, da je nekaj čist preprosto presega človeške zmožnosti. In tukaj ni drugega, tudi ravno Božja moč, in Bog mi jo daje z veseljem, da mi jo obljublja. In to je temelj vere, to je temelj vsega. To novo življenje, ki več ne pozna smrti, ki je že prešlo čez, ki ga vidimo seveda v samem Jezusu. In to bi se zdaj razodevalo tudi v naših umrljivih telesih. Pavel prav in tako moli, prav dela vse zato, da bi se v mojem umrljivem mesu razodevalo Kristusovo vstajenje. In to je vizija za cerkev protko. Cerkev kot Kristusovo telo, čeprav smo obdani slabotnosti, čeprav smo šibki in krhki, Bog želi preko nas razodevati to svojo presežno veličino, moči in življenje. Seveda v moči Svetega Duha, ki je v nas. In v tem smislu, tukaj moramo reči, da zgovor o cerkvi kot Kristusovem telesu je zelo povezan s tem darom Svetega Duha. Poglejmo recimo, kako Pavel tukaj govori o tem pismu Korinčanom prav. V enem duhu smo bili namreč vsi krščeni v eno telo. Naj bomo ljudje ali Grki, sužni ali svobodni, in vsi smo pili enega duha. Prav, v nekem smislu je cerkev utelešenje Svetega Duha, tretji Božji sile. Do tega oživljajočega, tega močnega Božjega Duha, ki je ara prihodne slave. In ki je tolažnik in učitelj, ki bo do konca z nami, kot je Jezus tu. No in zdaj pa še četrta opomba. Zdaj pa je tako, če pa smo mi ljudje enega telesa, potem pa velja seveda še nekaj. Ne samo, da smo eno s Kristusom, ampak smo eno tudi z drugim. In spet pismo Efežanom boste prebrali, na začetku 4. poglavja je tako v ljubezni prenašate do drugega. Prizadevajte si, da ohranite edinost duha z vezjo miru, eno telo in en duh. Sprav tista povezanost, tista navezanost, tista zavezanost z Jezusom, ki smo jo omenjali prej, dejansko bila tudi horizontalna, bila tudi med nami. Ker imamo enega duha, smo v Božjih očeh, tako kot Bog gleda, smo mi eno, popolnoma eno smo. In tukaj spet seveda se moramo postaviti kakšno vprašanje. Si eno s svojim bratom in sestrom. Si eno s tistim, ki te moti, ki te prizadane, ki gre na živce. Ali s človeško močno to ne gre, seveda da ne. Ampak z Božjo ljubeznijo, pa je to mogoče. In ne samo je mogoče. Če se oborožimo z Božjo ljubeznijo, to lahko postane izvir, student, izvirnega veselja. Vidimo to enostavno od nami. No in seveda zato v Kristusovem telesu potem velja, da moramo drugo neprestano odpuščati. Neprestano. 77x7 na dan. Zato je Jezus postano. In moramo se prenašati v ljubezni, kot sem nekaj prebral. In moramo se sprejemati v Božjo slavo, v glavnem, služiti bomo drugim v tem Kristusovem duhu, kako si tako služimo med seboj, se ta enost vidno kaže in demonstrira. Jezus je nekaj rekel po ljubezni, ki imate vi med vami po svetu, da lahko ste močni. To je izziv, ampak tak dober izziv, dober poklic, da
In ja, ne vemo, če Jezus je rekel, kakor sem vas jaz ljubil, tako se vi ljubite med seboj. Ali se ljubijo. In potem v Janeza napisano, prav, če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas. In je njegova ljubezen v nas postala popolna. Vidite, tisto prebivanje Boga v telesu je povezano močno s to ljubezen. Prav, če se ljubimo med sabo, Bog ostaja v nas in njegova ljubezen postala popolna. To je vizija Kristusova telesa v nas. No in seveda to pravi tako za odnose med posamezniki, kot za odnose med skupnostmi, med različnimi krščanskimi skupnostmi. In iz tega, kar smo vse zdaj prebrali, lahko jasno vidimo eno stvar. Za Boga je cerkev ena. Ne more biti drugač. Kristus ima samo eno telo. Ena cerkev obstaja v svetu. In v tem telesu so seveda vsi ljudje, ki res verujejo v Jezusa, ki bo sledijo kot učenci brez izjeme. In zdaj, kje je to? Če lahko parafraziram Pavla, potem tam ni več katoličana ali protestanta, ni več luterana ali biblošnika, je več vse in vseh je Kristus. In zdaj pa je tako, če bomo pa tako gledali, tako delovali, s očmi veri, potem pa tudi ta naša tragična razdeljenost, ki jo izkušamo v tem svetu, potem ta razdeljenost nas zdaj prekletstvo lahko postane tudi blagoslov. Ker potem pa zdaj lahko začnemo v različnosti z veseljem služiti drug drugo. Potem tudi to, da so različne cerkve lahko dobi svojo dobro vrednost, ker so tudi razlike, ki imajo vsaka eno pozitivno vsebino. Ampak seveda, če se služimo drug drugo in če zavzamemo to držo, to mišljenje in da se v ponižnosti dopolnjujemo. Tako, zdaj pa zaključil. Mislim, da vse to so, kot sem rekel, opombe, nekaj zapiski, ki ne nas vodili vstopanje v to veliko čudežno, čudovito Božje življenje, ki se nam odprlo v Jezus svet. Mislim, da je najbolj primeren način na to zaključno zboritev. Nebeški Oče, v imenu Jezusa se ti zahvaljujemo za tvojo besedo, zahvaljujemo se ti za Jezusa, ki je postal človek, ki je umrl za nas, ki je vstal v mrtvih za nas in ki je po svetem duhu si ustvaril telo v nas, v naših telesih in v naših skupnosti. Ja, tako kot smo peli prej, Oče, bomo, da ušteš svojo ljubezen v nas, Gospod. Reši nas vsake mlačnosti, Gospod, dvigam nas, Gospod, po svetem duhu, da tvoji moči bo upravljamo tvoja dela z veseljem, z ljubeznijo, z veliko potrpežljivostjo, z veliko požrtvovalnostjo, s ponižnostjo, Gospod, z ustrajnostjo, Gospod. Molimo, Gospod, ja, pojačeni s tvojim svetem duhom, pošljimo novo, Gospod, da bomo z vero, z zaupanjem sledili našim očitkom Jezusu in da bomo služili temu